Ko bomo zrasli, bo trava še vedno zelena. Po njej bomo hodili in se za žogo podili ljudje prihodnosti. Pod drevesi bomo srečevali prijatelje z vsega sveta, ki bodo, tako kot mi, znali videti zeleno srce Slovenije. Ne samo v gozdovih, mestih, kulturi, športu, zdraviliščih, temveč v pristnosti in harmoniji vsake lokalne skupnosti. Danes je vsako novo drevo nekaj več. Že jutri bo tudi to drevo veliko bolje. Danes ga zalivamo s čisto vodo. Že jutri, ko ga bomo posadili na prosto, ga boste morda opazili z vlaka, s katerim ste prišli v Laško. Zaupali mu bomo, da si želimo živeti v deželi drugačnega turizma, ki ni le za danes, ampak s sedanjimi pomembnimi spremembami ohranja posebnosti zelene dežele tudi za čas naše odraslosti in še za naprej. Ko mi še malo zrastemo, bo tudi trava, po kateri hodimo, še vedno širila svoje korenine. Že jutri bo prišla do svojega novega koščka zemlje. Danes pa naj vam bo navdih za tisto nekaj več in veliko bolje, s čimer bo turizem poskrbel ne le za radovedne in odgovorne goste, temveč tudi za nas, sedanje in vse bodoče prebivalce Slovenije. Skupaj imamo moč ustvariti odgovorni turizem prihodnosti. No, tako vam dober dan želijo otroci iz Laškega. Prav prisrčno pozdravljeni na dnevih slovenskega turizma 2022 in lep pozdrav tudi tistim, ki nas spremljate preko spleta. Največji strokovni dogodek na področju turizma se je začel že včeraj s strokovnim srečanjem gostincev, današnji dan pa je razdeljen na plenarni del, okroglo mizo ter večerno prireditev s podelitvijo priznanj. Rdeča nit dogodka je aktualna turistična strategija in sicer zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse. In prav na to so nas opozarjali otroci s simpatičnim sprehodom po travi, pravi travi. Po lanskoletnem gostovanju v Postojnski jami smo letos v Laškem v družbi Termana. In če rečemo Termana, takoj pomislimo na družbo dobrega počutja in odlične tradicije. Že 168 let tu gostoljubno gostijo domače in tuje goste. Zato zdaj na oder vabim predsednico uprave Termana, gospo Mojco Leskovar. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, turistični sodelavci, sodelavci družbe Termana. Veliko veselje mi je, da vas lahko v tako lepem številu pozdravim na tako pomembnem turističnem dogodku danes na dnevu slovenskega turizma. Posebej v naši sredini pozdravljam ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Matjaža Hana, predsednika Turistično-gostinske zbornice, gospoda Andreja Prebila, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice, gospoda Blaža Cvar, predsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Pavla Hevka in župana občine Laško, gospoda Franca Zdolška, ter pa seveda vse ostale pomembne goste, vas, sodelavci iz turizma, turistični sodelavci, dobrodošli v Termani, družbi dobrega počutja. Dobrodošli na destinaciji Laško. Turistična destinacija Laško je prepoznavna po številnih bogastvih. Ena izmed njih je bogata, zdravilna termalna voda Laško. Izjemno gostoljubni domačini. Potem je tu dolgoletna pivovarska, čebelarska tradicija. Smo večkratni prejemniki Najzdraviliški kraj, ki ga v okviru projekta Slovenija, moja dežela, lepa in gostoljubna podeljuje Turistična zveza Slovenije. Laško je tudi evropska destinacija odličnosti za dostopni turizem. Je trajnostno naravnana destinacija,
in z letošnjim letom tudi ponosna prejemnica platinastega znaka Slovenija Green. Da se Laščani s turizmom ukvarjamo že stoletja, potrjujejo številna dejstva. Destinacija se lahko pohvali z 2 termalnimi zdravilišči. Najstarejše v naši destinaciji so Rimske Toplice. Prvič so bile pisno omenjene v Oglejski listini leta 1486, zares pa zaživele po letu 1840. Termana Laško je na svojo pot stopila ali drugače ugledala luč sveta v času, ko se je gradila južna železnica. 1854 pa je leto našega uradnega pričetka, takrat imenovano Kaiser Franz Josef Bad v Laškem. Imamo tudi 5. najstarejše turistično društvo. 1889 velja kot leto ustanovitve takrat olepševalnega, danes turističnega društva Laško. Čez 2 leti bomo v Laškem ponosno praznovali 200. obletnico pivovarske tradicije. Letos smo obeležili 120. obletnico čebelarskega društva, pa prepoznani smo po prireditvi Pivo in cvetje in številnih drugih. Organizacija tega osrednjega turističnega dogodka nam je bila zaupana pred 3 leti v Ljubljani, leta 2019. Od takrat so pretekla 3 nenavadna leta. Leta omejevanj, leta zapiranj, negotovosti in številnih sprememb. Za nami sta 2 z izrednimi razmerami obarvani leti, ki sta povsem spremenili družbo kot celoto. S tem pa tudi koncept našega turizma, delovanje celotne turistične branže. Nova realnost je prinesla številne spremembe, na katere pa smo se tako ali drugače uspešno odzvali in tudi prilagodili. Ena izmed njih je že tako težko pomanjkanje gostinskega kadra, tega pa je koronska kriza še dodatno poglobila in nas turistične delavce v času, ko je okoli nas energetska kriza, ko se soočamo s podnebnimi spremembami, ko smo v situaciji med podnebnim zlomom in na drugi strani zaostrenimi geopolitičnimi razmerami, smo postavljeni dejansko še pred težje izzive. Pa vendarle, po 3 letih nam je le uspelo, da se vidimo v živo, smo se sicer tudi v lanskem letu, ampak v letošnjem letu končno brez posebnih omejitev. Ob bok pestremu dogajanju se je osnovala tudi nova strategija slovenskega turizma, ki usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe ter trajnostnega in butičnega turizma višje kakovosti. Mi živimo v destinaciji, ki živi trajnostno življenje, ki ima znake iz tega področja in je, kot že rečeno, ponosna lastnica platinastega znaka Slovenija Green. Trajnostna usmeritev, pri kateri aktivno sodeluje tudi naše goste, naši zaposleni, ostaja zaveza za naše področje tudi v prihodnje. Spoštovani kolegi, naj bodo prihajajoči dnevi, ki jih boste preživeli pri nas, polni uspeha, dobrega počutja, mi pa bomo poskrbeli z našo predano ekipo, da bo to uresničeno v najboljši meri. Dobrodošli v Laškem, v termalni družbi dobrega počutja. Gospa Leskova, najlepša hvala za pozdravni nagovor in za gostoljubje. Res lepo je živeti v takem kraju, v kraju zelenega hmelja, zlata, z izvirom termalne vode, zdravilne vode, s čudovito dolino Gračnice. V Laškem so prijazni do prebivalcev, do gostov, pa tudi do čebel, no pa tudi do vseh sladkosnedov. Saj tu lahko poskusite tipično sladico laško medenko, ki je narejena iz orehov, meda in smetane. In slišala sem, da gre za posebno smetano, pregreto smetano, ki jo lahko dobite samo v teh krajih. Tako da to si morate privoščiti. Kako je v Laškem? Zato zdaj na oder vabim dolgoletnega župana občine Laško, gospoda Franca Zdolška. Lepo prosim.
Se malo upravičujem, sem malo na slabem glasu, menda sem že predolg župan. Ja, lep dober dan vsem skupaj, seveda lepo pozdravljam gospoda ministra z ekipo, vse predsednike združenj, ki tvorijo turizem v naši državi in vse ostale iz ministrstev, ki aktivno sodelujejo pri razvoju našega turizma v Republiki Sloveniji. Vse par besed je pa prav, da tudi povemo o samem kraju Laško, in sicer Laško, prvi pisna omemba Laškega je bila 1227 in sicer nekako zajema listino Leopolda VI., ki določa nekako razmerje med trgom Laško in pa kartuzijo Jor-Klošter. In kot je že bilo povedano, mi tudi to kartuzijo izredno cenimo in mislimo, da bo tudi v bližnji prihodnosti kar en biser naše turistične ponudbe v naši občini kot taki. Seveda, Laško je že koncem 16. stoletja, okrog leta 1590-94, dobil svoj grb, in sicer značilne 3 lilije, na katere smo še posebej ponosni, in tudi fontano v centru Laškega smo postavili v nek znak temu grbu. Poseben razvoj pa je Laško doživelo v 19. stoletju z prihodom železnice. Že malce prej je v Laškem v bistvu pričela delovati prva pivovarna, 1825, se pravi čez 3 leta bomo v bistvu praznovali 200-letnico pivovarstva v Laškem in varjenje piva, seveda pa v bistvu današnja pivovarna je bila praktično ustanovljena z listinami 1932, predana v proizvodnjo pa 1938. Z razvojem in prihodom železnice so se tudi v bistvu nekako našli termalni viri tu v Laškem in takrat je v bistvu se zgradilo prvo termalno zdravilišče tu v Laškem, ki je bilo visokega ranga, in tudi avstrijska gospoda je že takrat obiskovala to zdravilišče. Malce prej je v bistvu zaživelo tudi zdravilišče v Rimskih Toplicah, na katerega smo tudi ponosni in je tudi bilo pomemben dejavnik razvoja turizma v teh krajih. Seveda pa po drugi svetovni vojni je v bistvu sam turizem na visoki ravni malce zastal. Laško se je posvetilo predvsem zdravstvenemu turizmu, medtem ko v Rimskih Toplicah je bila vojaška v bistvu okrevališče in nekako je v bistvu sam turizem bil namenjen temu oziroma zdraviliški dejavnosti praktično v celoti, v rimskih pač v vojaške namene, v Laškem pa v civilne. V 90. letih je v bistvu nek razvoj Laškega narekovala pivovarna Laško, ki je takrat izredno dobro delovala in bila tudi izredno aktivna pri investicijah v samem kraju Laško kot takem. Z pojavom lastninjenja koncem 2008-2009 pa se je v bistvu tudi ta vloga malce spremenila, vendar pa takrat je tu nastalo tole termalni center, Termana Laško, zgradil se je in Laško začel neko novo pot v turizem kot tako. Cela občina Laško se je temu nekako posvetila v veliki meri in mi smo tudi tem trendom nekako sledili in jaz mislim, da smo v teh letih, zadnjih 15 letih skupaj z obema ponudnikoma, vesel sem, da je tudi država se odločila, da se sanira zdravilišče v Rimskih Toplicah, da smo nekako začeli to pot, novo pot v turizem. Jaz sem prepričan oziroma se delim mnenje enega mojega prijatelja župana iz Nemčije, da je turizem izredno težka panoga. To ni panoga enega podjetja, to ni panoga 2 podjetij, ampak to je panoga vseh prebivalcev v kraju in vsak nasmešek prebivalca turistov v kraju pomeni en velik plus v ponudbi in pa zadržanje na posamezni lokaciji. Ustanovili smo leta 2007 tudi Stik Laško, ki aktivno skrbi za razvoj turizma, predvsem na podeželju, ker si želimo še dodatno razviti ta turizem. V letu 2015 pa smo stopili tudi v zeleno shemo slovenskega turizma in v letošnjem letu smo na tem področju dobili najvišje priznanje Slovenija Green Platinum, tako da v bistvu to priznanje nas pa še naprej zavezuje, da bomo na vseh področjih našega turističnega in gospodarskega udejstvovanja še boljši. Vse pa jaz sem danes želim en tak prijetno druženje tu med nami, da si ogledate tudi Laško kot tako, pa da ga tudi obiščete takrat, ko mogoče nimate delovnih obveznosti, pa se sprostite tako v Termani Laško ali pa v Rimskih termah. Lep dan vam želim. Hvala lepa.
Gospod župan, najlepša hvala. Osrednji organizatorji Dnevov slovenskega turizma so Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenska turistična organizacija, Turistično-gostinska zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Društvo turističnih novinarjev Slovenije ter ostala interesna združenja. Ključnim akterjem bomo zdaj predali besedo. Zdravstvena in energetska kriza ter spremenjene navade turistov postavljajo slovenski turizem pred nove priložnosti in Slovenija jih lahko obrne v svoj prid. O novem načelu slovenskega turizma, nekoliko več, a veliko bolje, bo zdaj spregovoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Matjaž Han. Najprej eno lepo dobro jutro tudi tistim, ki ste prespali tukaj, vidim, da kar dobro izgledate nekateri, tako da fajn. Tudi jaz sem bil včeraj tukaj in moram reči, da sem bil prav ponosen, da sem trenutno minister, ki ima, bom rekel, ki je minister v takem sektorju. Zdaj, preden bom pozdravil Franci, tudi tebe bom pozdravil, bom rekel, da si želim, da bo naslednjo leto pisalo, ali bo Matjaž Han, to ni tako pomembno, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Ok, no zdaj bom pa župan Franci Zdolšek lep pozdrav. Ni večen, on je trajni župan, tako da se trajnostno obnaša. Lepo bi pozdravil predsednika Olimpijskega komiteja, gospoda Gabrovca. Seveda vse moje dame, ki mi pomagajo na tej težki poti, Duško, Majo, Petro, Martino in še vse, ki v bistvu mi odpirajo na nek način pot, ki ni najbolj enostavna v turizmu, vsi sami veste. Pozdravil bi seveda vse predstavnike turističnega gospodarstva, predsednika obrtne zbornice, predstavnika turističnih destinacij, civilne družbe, seveda pa vse v bistvu ljudje dobre volje. Zdaj, ko sem včeraj rekel, bom tudi danes rekel, da mi je seveda v neizmerno čast, da vas lahko danes v tako velikem številu pozdravim na tradicionalnih dnevih slovenskega turizma. Svetovni dan turizma smo obeležili 27. septembra, a pravi praznik, dragi moji, je danes. Danes, ko v bistvu potekajo tradicionalni dnevi slovenskega turizma. Lani si veste, da je potekal ta dogodek v hibridni obliki, letos pa, hvala Bogu, se zopet družimo in v bistvu izkoristimo preprosto vse te podarjene dneve, ki se nam ta moment dogajajo. Po 2 letih omejenega poslovanja gostinskega turističnega sektorja se stanje na področju turističnega obiska v letošnjem letu normalizira, kar seveda potrjujejo tudi uradni podatki. Tako kot sem včeraj rekel, bom tudi danes rekel, ker so Slovenci premalo hvalimo ali pa zahvaljujemo. Jaz bi se zahvalil vendarle prejšnji vladi in tudi ministru Počivalšku, ki je izumil ta turistični bon, ki je turizem obdržal nad vodo, ne samo ekonomsko, predvsem pa je omogočil, da smo lahko Slovenci in Slovenke videli to prelepo Slovenijo. Tako da je res hvala lepa. Imam kar veliko napisan, bom mogel hitreje. Okay. Od začetka januarja do konca septembra je nekih statističnih podatkov je Slovenijo obiskalo skoraj 5 milijonov turistov, kar 64% več kot v enakem obdobju lani. Zabeležili smo dobrih 13 milijonov prenočitev, kar je 54% več kot v enakem obdobju lani. Letos beležimo 65% tujih prenočitev in 35 domačih. Največ tujih gostov je prišlo seveda iz Nemčije, Avstrije, Italije in Nizozemske. Po teh podatkih se počasi vračamo pred tistim letom, ki nas je doletel, ki se mu reče COVID. Glede na to, da smo v začetku leta 2020 govorili o večletnem okrevanju, lahko rečem, da smo bili z vsemi temi ukrepi relativno uspešni.
ampak smo seveda pred novimi izzivi. Energetska kriza, inflacija in z njo povezano povišanje cen prehrambenih izdelkov in to, kar verjetno tudi nas vse skupaj najbolj skrbi, pomanjkanje sodelavcev v gostinskem turističnem sektorju. Zavedam se, seveda jaz s svojo ekipo, da je osnovna funkcija ministrstva in vlade, da zagotavlja neko dobro poslovno okolje. Zato ves čas z sodelavci, z vsemi vami iščemo in sprejemamo rešitve, ki bi seveda to poslovno okolje na nek način naredili predvsem predvidljivo. Vlada je sprejela številne ukrepe za pomoč gospodarstvu in gospodinjstvu. Ne bom jih našteval, ampak mislim, da smo vendarle na pravi poti. Zdaj, seveda, težko dobiš tudi pohvalo, ampak na nek način smo z našimi ukrepi ublažili na nek način tudi rast inflacije. Če je bila še nekaj mesecev nazaj čez skoraj 11%, je zdaj pod 10%. Vem, absolutno je še premalo, ampak če gledamo sosednje države, mislim, da smo na pravi poti. V letošnjem letu seveda imamo na nek način ali pa pričakujemo še relativno dobro rast bruto domačega proizvoda, vendar vemo, da se bo to na nek način naslednje leto spremenilo. Sprejemamo rast osnovnih cen živil in v bistvu, kar je seveda po eni strani zelo pohvalno, po drugi strani pa seveda je problematično, ampak še zmeraj, hvala Bogu, imamo veliko zaposlenost, se pravi brezposelnost na nek način držimo po temi procenti, ki jih v Sloveniji nikdar nismo imeli tako nizke. Zdaj, seveda brez investicij ne bo šlo, imamo odprtih kar nekaj javnih razpisov za sofinanciranje strani evropskih sredstev. Vem, včeraj so me nekateri dobili in so rekli, da ni najboljši razpis, da ga je treba malo popraviti in tako naprej. Mi smo za to, da se seveda pogovarjamo. Čisto vsem verjetno ne bomo mogli ugoditi, ampak večino pa upam, da bomo s temi razpisi na nek način dali možnost za nove investicije. Tako da želimo pa s temi novimi razpisi na nek način, ki se vlaga v nastanitve kapacitete, dobiti neko novo dodano vrednost. To se mi zdi ključno. Rok za ta razpis, ki je v višini 64 milijonov, Duška, bo potekel 19. decembra. In pa seveda rad bi izpostavili to usmeritev, ki jo vsi skupaj, ki ste jo seveda najprej vi kot strokovni sodelavci napisali, se pravi, želimo spodbujati zeleno, trajnostno. Turistične ponudnike ves čas spodbujamo v pridobitev okoljskih znakov in aktivnosti v povezavi z varovanjem narave in predvsem ljudi. Prizadevamo se seveda za razvoj celotnega turizma, gorskih centrov. Ko smo prišli na ministrstvo, nam je nekaj dodatnih sredstev uspelo dobiti, tako da sem pri tem razpisu, ki je bil že objavljen in tudi realiziran na nek način, sem lahko zadovoljen. Še v letošnjem letu pa bomo ponovili javni razpis za sofinanciranje vlaganja v javno turistično infrastrukturo, ki smo ga seveda na nek način razveljavili, ker nismo zadovoljili tistih 35 mejnikov, ki nam jih je na nek način Evropska skupnost pogojevala. Zdaj, na vladi bomo do konca meseca, do tega meseca sprejeli tudi novi sklop ukrepov za pomoč gospodarstva v prihodnjem letu, se pravi za subvencioniranje elektrike in plina. Mislim, da smo na pravi poti oziroma sem prepričan in to bomo na nek način s 1. januarjem bo ta ukrep na nov zaživel in bo trajal celo leto, za razliko od letošnjega leta. Seveda pa imamo vsi skupaj velik izziv, to pa je pomanjkanje kadrov, ampak to ni samo problem Slovenije, to je problem kompletne Evrope. Zdaj, kaj je razlog za to, vi bolj veste.
nekaj je seveda davčna politika države, nekaj je mogoče premalo atraktivno plačana, so te plače, ampak verjamem, da nam bo skupnimi močmi uspelo. Pri reševanju vseh teh problemov moram reči, da sodelujemo z turističnim gospodarstvom, s turistično organizacijo, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, z vsemi institucijami, ki, bom rekel, se na to najbolj spoznajo in ki so na nek način tudi pristojne, da pridemo do nekega prave rešitve. V teku je nacionalna kampanja za promocijo poklicev. V letošnjem šolskem letu so bile razpisane deficitarne štipendije za vpis za ta izobraževalni program gastronom hotelier in seveda pa moramo tudi mi na vladi narediti predvsem te omejiti ali pa zmanjšati te administrativne ovire za to, da bodo lahko na nek način, da boste lahko dobili, jaz ne bom rekel delovno silo, ker se mi zdi to kot socialnemu demokratu izpod časti, ampak dobre sodelavce, ki vam bojo, bom rekel, pomagali ustvarjati novo dodano vrednost. Tako da verjamem, da predvsem vsi vi ne boste na to nikoli pozabili, predvsem kadar se tiče sodelavcev ali pa ljudi, ker so v bistvu od nekdaj ključen faktor za to, da so turisti zadovoljni. Jaz sem vendarle prepričan, da lahko mnogi med vami potrdite, da je delo v gostinstvu in turizmu prijetno, zanimivo, pestro, ter da verjetno vsi, ker drugače tako ne gre v turizmu, radi opravljate svoje delo. Vem pa, da je zelo težko in se vam jaz iz srca, dragi moji, zahvaljujem, zato ker z vašim delom je Slovenija prepoznana po celem svetu. Zdaj, če vam po resnici povem, sem skoraj na pol, ampak jaz bom zdaj zaključil. Kaj so sodelavci zmožni vse napisati, to je nemogoče. V glavnem, zaključil bom zadnjim stavkom. Veste kaj, želim vam veliko ustvarjalne energije, predvsem pa uspešno poslovanje vseh 365 let v 65 dni v letu. Želim vam, da promovirate to našo lepo Slovenijo in da še naprej ostanemo prijatelji. Hvala lepa in srečno. Gospod minister, najlepša hvala. Najlepša hvala za zaupanje v slovenski turizem. Poglejmo zdaj projekte in aktivnosti, ki bodo podprli vizijo slovenskega turizma in to še bolj podrobno. Slovenska turistična organizacija v luči okrevanja globalnega in slovenskega turizma vstopa v novo obdobje s pomembnimi projekti. Na oder zato zdaj vabim magistrico Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije. Spoštovani minister Matjaž Han, spoštovani predsedniki, direktorji partnerskih institucij, spoštovani župan, spoštovani predsednik OKS-a, dragi kolegi, kolegice, dobro jutro in lepo pozdravljeni na Dnevih slovenskega turizma. Izjemno sem vesela, da nam že 12. leto skupnimi močmi vseh institucij uspeva organizirati naš dogodek. No, danes bomo lovili ravnotežje. Lovili ga bomo danes, naslednje tedne, mesece in leta, kajti pot pred nami je izjemno težavna in potrebna je velika osredotočenost na poti do cilja. Danes bom govorila o okrevanju turizma, o trendih in o naših ključnih aktivnostih. Pa poglejmo, kaj se je dogajalo na področju turizma v zadnjem obdobju.
V letih 2009 do 2019, se pravi v 10 letih, se število mednarodnih prihodov poveča kar za 63% na 1,5 milijarde. In ta velika, visoka rast postavlja turizem v vlogo enega najmočnejših družbeno-ekonomskih sektorjev. Vrednost izvoza potovanj v 2019 doseže 28% delež izvoza storitev in 7% vsega izvoza. Potem se zgodi pandemija. Turizem je izjemno prizadet najbolj v svoji zgodovini. V letu 2020 je izgubljenih 50 milijonov delovnih mest. 4 trilijone dolarjev je izgubljenega direktnega turističnega BDP-ja. In še aprila letos je 96% destinacij po svetu se še vedno sooča z omejitvami potovanj. Najhitreje okreva Evropa. V januarju vidimo, skoraj vse evropske države so se še soočale z nekimi delnimi potovalnimi omejitvami, potem pa avgusta vidimo zeleno, vse evropske države v popolnosti sprostijo omejitve. In kakšno je okrevanje, stopnje rasti? Evropa in Bližnji vzhod okrevata najhitreje, po podatkih Svetovne turistične organizacije bo upad na ravni Evrope in Bližnjega vzhoda 25% v letošnjem letu, glede na 2019. No in temu sledijo tudi globalne napovedi v turizmu. Svetovna turistična organizacija napoveduje letošnje leto 30 do 45% upad mednarodnih turističnih prihodov. Zdaj, kaj najbolj vpliva na to okrevanje v turizmu? Daleč najbolj ekonomsko okolje in pa stroški nastanitev in transporta in potem v veliko manjši meri drugi dejavniki, sploh tisti povezani z COVID-om. Evropska komisija je objavila gibanje ekonomskega sentimenta za to leto in vidimo lahko, da pričakovano največji padec je v turizmu, rdeča črta, in v energetsko intenzivnih panogah. Če se preselimo, če pogledamo okrevanje znotraj Evrope. Evropska turistična komisija ocenjuje okrevanje za leto 2024, ko bi naj bili prihodi na evropski ravni podobni tistim 2019. In katere bodo tiste države, ki bodo dosegle največji kos pogače v naslednjih letih. To so tradicionalno močne države, turistične države, kot so Francija, Španija, Italija, Turčija. Vidimo pa, da v letu 2025 se ocenjuje, da bo Španija prevzela primat Franciji z 13% deležem. Iz katerih držav pa bodo turisti največ potovali? No, tukaj vidimo, da primat ohranja nemški trg, Nemčija. In sicer v letu 2025 bo delež Nemcev, ki bodo potovali, celo nekoliko višji kot leta 2019. In presenečajo tudi Britanci, pozitivno. Po velikem upadu v letu 2021 vidimo celo višji delež, kot je bil 2019. Pa tudi Francija, Nizozemska, medtem ko v Italiji pričakovano je ta delež, se ocenjuje v naslednjih letih, se bo znižal glede na leto 2019. Tako da dolgoročna napoved gibanja sektorja jo vidimo za naslednjih 10 let. Turizem bo rasel hitreje, kot je povprečje. Oblikovanih bo 126 milijonov novih delovnih mest. Kje bodo ta delovna mesta nastala? 65% jih bo v Aziji in Pacifiku, največ Kitajska in pa Indija. In to se seveda odraža tudi v napovedih stopenj rasti bruto družbenega produkta. Zdaj, kaj se pa dogaja v Sloveniji? V prvih 9 mesecih letošnjega leta smo zabeležili oziroma smo imeli v Sloveniji skoraj 5 milijonov turistov, ki so realizirali 13 milijonov 200 tisoč prenočitev. Skupaj je bilo 4% manj prihodov kot v enakem obdobju 2019, ko je primerjalno leto. Zdaj domačih je bilo še vedno 33% več, tujih 16% manj. No, pri prenočitvah vidimo, da je
da so številke že izravnane, se pravi skupno prenočitve enako skoraj 2019 in minus 30 domače prenočitve in plus 30 domače prenočitve in minus 11 tuje. Kateri so naši največji trgi v teh 9 mesecih? Vrstni red trgov je enak, kot je bil 2019. S tem, da vidimo v Nemčiji veliko povečanje turistov oziroma prenočitev nemških turistov, kar 21%, nekoliko manj povečanja Nizozemci, Čehi, Madžari, medtem ko pri Avstriji in Italiji smo zabeležili, kot vemo, velik upad. Zanimiva je pa primerjava poletnih sezon. Tukaj so prenočitve letošnje sezone, kar 8% imamo višjo rast prenočitev kot poleti 2019. In še napoved, kakšna napoved, se pravi za letošnje leto pričakujemo nekje podobne številke, kot sem rekla, 2019, v letu 2023 pričakujemo nadaljnjo vračanje tujih turistov, nižanje rasti domačih turistov, tako da pričakujemo nekje rahlo rast. Seveda, na tej poti je ogromno izzivov. Nekaj trendov, ki so bili značilni pred pandemijo. Podnebne spremembe, prekomerna uporaba virov, kolaps biodiverzitete, preturizem oziroma prekomerni turizem na določenih lokacijah, vedno poudarjamo v določenem obdobju. O tem smo veliko govorili na naših prejšnjih dogodkih, ampak če pogledamo trende po pandemiji, še vedno narekujejo podnebne spremembe, prekomerna uporaba virov, kolaps biodiverzitete in preturizem. S tem, da imamo dodatno še energetsko krizo, imamo dodatno visoko inflacijo, pa vojno v Ukrajini, nove geopolitične eskalacije, Tajvan in tako naprej. Turizem se sooča z velikimi izzivi. Pomanjkanje delovne sile povzroča kaos na letališčih, povzroča omejene hotelske zmogljivosti, na drugi strani uvajanje novih tehnologij. Turizem se sooča z izzivi podražitev letalskih prevozov, storitev, surovin in z izzivi varčevalnih ukrepov na področju ogrevanja, hlajenja, vode, potem izzivov novih naložb v obnovljive vire energije, trajnostni prehod, v digitalizacijo, posodabljanje omrežij in tako naprej. Skratka, trajnostni prehod in digitalizacija ostajata naša cilja prihodnosti. Ne bo več dovolj samo minimalizirati negativne učinke turizma, potrebno bo tudi obnoviti, popraviti, regenerirati okolje. Veliko se dogaja na področju novih tehnologij, digitalizacije. NFT-ji, se pravi nezamenljivi žetoni, so podpora tudi trajnostnim projektom, potem porast robotizacije na letališčih, big data, poznavanje potrošnikov, brezstičnost, biometrika, se pravi razne inovacije, ki bodo pomagale, naslavljale izzive, s katerimi se turizem sooča. In kateri so zdaj produkti, ki vodijo to okrevanje? To so zagotovo gorski turizem, pohodništvo, kolesarjenje in tako naprej, ki nam pomaga naslavljati izzive desezonalizacije, geografske razpršitve, hkrati pa pomeni tudi nevarnost v preobremenitvi narave. Potem mednarodne športne prireditve, izjemno pomembne kot katalizator razvoja destinacije, kot izjemno dobre platforme za promocijo, razvoj infrastrukture, delovna mesta. In gastronomski turizem kot komplementaren vsem drugim produktom, ki je ključen element identitete, podobe destinacije in ponovno omogoča zopet diversifikacijo, disperzijo ponudbe. In pa veliko sporočilo, o čemer smo govorili tudi na Evropskem simpoziju prehrane nedolgo nazaj, vpliva na trajnostne prehranske sisteme, ki so gradniki trajnostnega prehoda. Gremo na strateške usmeritve. Slovenija kot del Evrope in seveda Evropa in svet. Zdaj Evropa dejansko zgublja nekako po eni strani svojo moč, Evropejcev bo vedno manj, bodo vedno starejši, relativno revnejši, Evropa zaostaja za Kitajsko, zaostaja za ZDA na področju predvsem novih tehnologij, inovacij.
Dejstvo je, da prihaja, o tem smo tudi že večkrat govorili, do prerazporeditve ekonomske moči, ki se ekonomska rast se seli na vzhod. Svet je dejstvo, da postaja manj svoboden, žal, in digitalna povezljivost je nova geopolitika. Vendar Evropa potrebuje Evropo, svet potrebuje Evropo kot vir, navdih za boljšo prihodnost. Evropa je zagovornica demokracije, raznolikosti, svobode, je zagovornica ravnovesja med gospodarskimi, socialnimi in pa ekonomskimi cilji. In v nadaljevanju bom navedla 5 prednostnih področij oziroma ciljev, ki bodo gonilna sila naložb in so torej cilji enotne evropske politike. Se pravi, prvič, pametnejša Evropa skozi spodbujanje inovacij, digitalizacije, gospodarske preobrazbe, potem drugič, brezogljična Evropa, vlaganje v energetski prehod, obnovljive vire energije in tako naprej. Tretjič, povezana Evropa, spodbujanje strateških, prometnih, digitalnih omrežij. Četrtič, socialna Evropa. In petič, Evropa, ki je bližje državljanom, se pravi podpora lokalno vodenim strategijam in trajnostnem razvoju mest v Evropski uniji. In temu sledi tudi strategija slovenskega turizma. Izbrali smo scenarij, ki ga vsi že dobro poznamo, nekaj več in veliko bolje. Vizija slovenskega turizma, zelena butičnost z manjšim odtisom, večjo vrednostjo za vse. Se pravi, krepimo odpornost destinacij. Vendar večja rast prinaša tudi veliko več odgovornosti. In na te izzive okoljskih družbenih sprememb moramo odgovarjati z nekim harmoničnim odzivom celotne panoge, vsi skupaj. Ker je prihodnost zdaj in se vprašamo lahko, koliko pa je vredna najudobnejša postelja, če ne bo dovolj pitne vode. In koliko bo vredna 5-zvezdična storitev brez zadostnih količin varne in pa zdrave hrane. Skratka, ogromno izzivov je na naši poti in zdaj v tem zaključnem delu bom na kratko predstavila še ključne aktivnosti programa dela Slovenske turistične organizacije, ki podpirajo te usmeritve, o katerih sem govorila. Eden ključnih projektov, novih projektov v luči vsega tega je oblikovanje nacionalnega informacijskega središča, ki bo omogočal merjenje učinkov turizma in napovedovanje in usmerjanje turističnih tokov. Gre za zelo zahteven projekt, financiran z evropskimi sredstvi. Prototip bomo začeli izvajati v naslednjih tednih, je pa zagotovo tukaj eden ključnih izzivov odpiranje podatkov, deljenje podatkov. Potem sledi nova organiziranost turizma, ki jo narekuje strategija. Nov model bomo pripravili do konca naslednjega leta, ki bo tudi definiral kriterije formiranja regijskih destinacij, seveda v zelo tesni povezavi z vami. Do takrat pa seveda neko prehodno obdobje. Nadgrajevali bomo zeleno shemo slovenskega turizma, jo tudi delno integrirali v ta nacionalno informacijsko središče, prevetrili kriterije, jo skušali tudi deloma poenostaviti, nadaljevali z akademijo za trženje v turizmu in vsemi strokovnimi dogodki, podpirali razvoj in trženje turističnih produktov. Vemo, da skupaj z partnerskimi institucijami, združenji, snovali aktivnosti. Vemo, da še naslednje leto je leto športnega turizma, tako da verjamem, da se bo še veliko dogajalo na področju tako razvoja kot promocije za ta produkt. Oglaševalske kampanje, ki jih poznate, digitalne kampanje na tujih trgih, v partnerstvu z globalnimi vplivnimi znamkami, ki nam omogočajo res izjemno publiciteto in uvrstitve Slovenije in vaših destinacij potem na mesta, torej najbolj atraktivnih destinacij, najbolj zelenih destinacij, kot je bila tudi nedavno uvrstitev strani National Geographica.
Posodabljali bomo naše platforme za poslovne dogodke, pripravljamo nadgradnjo nove stojnice, ki jo bomo drugo leto v Londonu predstavili. Nadaljevali s poslovnimi srečanji. Veliko pozornosti bo namenjeno pomembnim mednarodnim športnim prireditvam v Sloveniji drugo leto, od Planice do Olimpijskega festivala Evropske mladine v Mariboru, Eurobasket ženske, Evropsko prvenstvo v veslanju in potem še številne, sigurno še 50-60 drugih mednarodnih prireditev v Sloveniji, izjemno pomembnih, kot sem prej rekla, tako za promocijo kot zaradi drugih gospodarskih učinkov. Krepili bomo naša partnerstva tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije, povezovali bomo turizem, šport, gastronomijo že pred olimpijskimi igrami, se na prekomorskih trgih ohranjali povezave z našimi partnerji preko virtualnih dogodkov, preko webinarjev. SIV se tudi vrača v obliki, kot je že bil, se pravi še bogatejši doživljajsko, z butičnimi izleti, doživeti, poslovnimi srečanji. Krepili bomo partnerstva z globalnimi združenji Virtuoso, Pata, Ekta in tako naprej. In pa na domačem trgu izvajali kampanjo Moja Slovenija. Izvajali tudi koordinacijo nacionalne kampanje za promocijo poklicev, da bomo tako še tudi z naše strani pomagali nasloviti ta izziv pomanjkanja kadrov. In še za zaključku razpisi za podporo turističnemu gospodarstvu. S temi razpisi bomo nadaljevali, se nam zdi prav, da dosegamo potem neke sinergije tudi s tem našim vložkom nazaj vam, za sofinanciranje promocije tako vodilnih destinacij kot za receptivne turistične agencije, organizatorje potovanj in pa za organizatorje mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji. Tako da ne glede na izjemno zahtevnost terena je naša najpomembnejša naloga, da ne skrenemo s poti, da jasno, konkretno sledimo viziji, ki je odlična, ki je dobra, da smo tako osredotočeni na cilje prihodnosti vsi skupaj. Hvala lepa in čudovit dan vam želim. Magistrica Pakova, najlepša hvala za to izčrpno predstavitev. Že včeraj, prav tako pa danes, poteka tu v Laškem tudi gostinsko-turistični zbor, že 69. po vrsti. Poleg tekmovanj, druženj so zelo zanimive predstavitve smernic in novosti v gostinstvu in turizmu. Tudi pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije se ukvarjajo z izzivi transformacij slovenskega turizma, zato besedo predajam njenemu predsedniku, gospodu Andreju Prebilu. Spoštovani gospod Matjaž Han, minister za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, spoštovana magistra Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, spoštovani vsi predsedniki društev, zbornic in drugih organizacij v turizmu, spoštovani župan in seveda navsezadnje tudi spoštovana gostiteljica gospa Mojca Leskovar. Spoštovani kolegi, kolegice in gostje, lepo pozdravljeni. Na začetku bi mogoče se iskreno zahvalil celotni ekipi STO-ja. Jaz moram reči, da moje govori vsa ta leta grejo bolj v drugo smer, ampak vse te napredki, ki se jih doživljamo, vso to podporo, ki imamo s strani Slovenske turistične organizacije, zato da mi lahko uresničujemo v bistvu našo vizijo, je izjemno pomembna in na tem mestu se velja zahvaliti Slovenski turistični organizaciji za podporo celotnemu turističnemu gospodarstvu, predvsem zato, da razume, da posluša in v bistvu naše vizije integrira v njihovo delovanje. Tako da, Maja, hvala.
V enem letu, odkar smo se nazadnje srečali na dnevih slovenskega turizma, se je zgodilo marsikaj. No, pozitivna novica vsekakor je, da smo dobili ambiciozno strategijo slovenskega turizma, ki je postavljena na pravih temeljih. Seveda so pa vedno možnosti za izboljšave in verjamem, da bo čas tudi za to. Hkrati pa so se poleg že stalne spremljivke v naših življenjih, torej pandemija COVID, na globalni ravni zgodile skoraj tektonske spremembe v delovanju sveta. Turistični strokovnjaki opozarjajo na prihajajoče izzive. In sicer na prvem mestu so to naraščajoči življenjski stroški posameznika po celotnem svetu. Sledijo cene energentov, ki seveda podražijo naše delovanje, logistiko, sledi vojna v Ukrajini in še vedno stalno prisoten COVID-19 ter navsezadnje ena ključnih stvari, torej pomanjkanje delovne sile ne samo v naši panogi, ampak v bistvu globalno. Po njihovem mnenju se okrevanje turizma zanika na poznejše obdobje, kar smo tudi videli v prejšnji prezentaciji, in sicer, da se bomo vrnili na raven 2019, bomo potrebovali vsaj še 2 leti. Gospodarstvo je poleg vsega še pred zahtevnimi ekonomskimi časi. Evropske države napovedujejo recesijo, kar se tiče pa potrošnikov, bodo naraščajoče cene goriv vplivale na ceno počitnic, tudi inflacija bo prizadela družinski razpoložljivi dohodek, kar pomeni, da bodo potovanja v prostem času za nekatere morda nedosegljiva ali pa omejena, zlasti za tiste z manj razpoložljivim dohodkom. Pozitivno vsekakor je, da so nam pretekle izkušnje iz kriz pokazale, da potrošniki vendarle radi dajo prednost potrošnji za počitnice, še posebej, ker so v preteklih 2 letih toliko časa preživeli v karanteni in imeli omejeno gibanje. Tudi mi v Turistično-gostinski zbornici sledimo situaciji, ki jo opažajo v tujini, saj iz izkušenj vemo, da se takšna situacija na to precej hitro preslika tudi v Slovenijo. Ne glede na vse spremembe v Sloveniji in svetu, pa menim, da ostajajo osnove turizma enake. Pred letom dni sem z vami delil moja razmišljanja na temo transformacije slovenskega turizma, kjer sem poudaril ravno te osnove turizma, za katere menim, da so prave in da se jih moramo držati ter jih razvijati. Če želimo transformirati slovenski turizem in ga dvigniti na višjo raven, ne samo preživeti. Torej v mojih očeh so to osnove turizma, na katerih moramo v prihodnosti skupnimi močmi še trdneje močneje graditi, razvijati in nadgrajevati 4 ključne točke, ki so tudi v naši strategiji poudarjene. Trajnost in avtentičnost, 5 večna doživetja, digitalni razvoj, ki mora biti premišljen in ciljno usmerjen, in seveda gostoljubnost s kakovostnim kadrom. K temu lahko dodamo še pritegnitev še več bolj zahtevnih gostov, ki so usmeritev tudi v novi strategiji in ki seveda so tudi najmanj občutljivi na dogajanja v svetu. Da vse te temelji morajo tudi stati na odličnih naravnih danosti Slovenije, torej zelena, aktivna in zdrava. Ampak po moji oceni transformacija turizma v Sloveniji še ni uspešna. Zakaj? Malo poetično, pa vendarle vseeno. Ker smo vsi skupaj zanemarili glagol spoznati. Torej, kaj nam slovar slovenskega knjižnega jezika prikaže pod glagol spoznati? Spoznati na osnovi zaznav, podatkov in umske dejavnosti priti do poznavanja nečesa in vedenja. Priti do poznavanja pravih, resničnih lastnosti koga,
česa na osnovi dejstev, izkušenj ali priti do poznavanja koga ali česa. Ugotoviti, da je kdo isti, kot si misli, torej se seznaniti. Torej vsi skupaj moramo spoznati, da moramo biti bolj kot kadarkoli prej fleksibilni, se spreminjati in prilagoditi novim okoliščinam. Ne samo posamezniki, vsi deležniki v turizmu, ne samo mi, ki sedimo tu, vsi v naših podjetjih, organizacijah, celotna kultura turizma. Ne samo spoznati, tudi dojeti in uresničiti. Ne samo besede, ampak tudi akcija. Ne samo govoriti, priznati si moramo resnico, da je nujno delati drugače in boljše. Če želimo ostati na zemljevidu svetovnega turizma in se še bolj uveljaviti. Če kdaj, je sedaj v krizi in kaosu pravi čas za spoznanje, spremembe, akcijo in transformacijo. Hvala vsem, posebna zahvala pa vsem turističnim delavcem v Sloveniji za vaš trud, energijo in čas vložen v gosta v teh zahtevnih časih. In seveda, kot vedno, ne pozabite, da turizem živimo. Hvala. Gospod Prebil, najlepša hvala. Ali gre za revolucijo gostinstva ali evolucijo gostinstva, je naš naslednji izziv, ki ga bomo predstavili. Kateri so moderni pristopi, ki bodo gostinstvo naredili bolj privlačno za goste, kot tudi za gostince in njihove zaposlene? O tem bo spregovoril Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Spoštovani minister, spoštovani župan, spoštovana direktorica STO, spoštovane kolegice in kolegi dejavni v turizmu, lepo pozdravljeni. Meni moji sodelavci niso toliko napisali, pač pa zame itak pravijo, da me je povsod polno, nekateri celo pravijo, da včasih povem več, kot bi bilo treba. Pač pa to je vse v interesu, v imenu zastopanja gospodarstva, seveda tudi gostinstva in turizma. Spoštovani minister, pa vsekakor iskrena pohvala. Lahko povem, da izjemno dobro komuniciramo in delamo z Ministrstvom za gospodarstvo, še Ministrstvo za gospodarstvo, upam, da čim prej gospodarstvo in turizem in šport. In vsekakor si pa želimo, ker čutimo, da je to res minister, ki srcem zastopa gospodarstvo, da bo tudi vlada ga takšnega sprejela, pa da bo vendarle razumela, da je gospodarstvo in seveda tudi turizem vendarle denarnica države. Seveda tudi pohvale organizatorki in za vse aktivnosti direktorici in ekipi Slovenske turistične organizacije. Dovolite, da najprej izrazim zadovoljstvo, da smo partnerske organizacije z področja turizma in gostinstva izjemno povezane, da znamo sodelovati in slediti skupni viziji. Dokaz za to je nenazadnje tudi dejstvo, da je včerajšnje že 14. strokovno srečanje gostincev, ki ga je organizirala sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, potekalo prav v okviru dnevov slovenskega turizma, torej spet povezani in skupaj. Dnevi slovenskega turizma so zagotovo neke vrste prelomnica, na kateri se ozremo na naše preteklo leto in rezultate ter hkrati postavimo cilje za naprej. Najbrž smo si edini v tem, da delamo dobro, da so rezultati našega truda in dela več kot očitni. A to nikakor ne pomeni, da bomo zaspali na teh lovorikah. Na včerajšnji okrogli mizi, ki jo je organizirala naša sekcija za gostinstvo in turizem, smo govorili o preboju, o evoluciji ali revoluciji gostinstva, če hočete. Z govorci smo prišli do ključnih ugotovitev, da moramo dvigniti dodano vrednost v gostinstvu, kar lahko dosežemo z novimi pristopi,
na področju digitalizacije in tudi z boljšo komunikacijo z našimi gosti. Časi se res da hitro spreminjajo, priča smo digitalni transformaciji in robotizaciji. A nič ne more nadomestiti pristnega človeškega stika v živo. Vsi, ki delamo v gostinstvu in turizmu, se moramo zavedati, da so naša največja moč ljudje, naši zaposleni, njihova čustva, toplina in odnosi, ki jih gradimo z našimi gosti. In ko zasledujemo cilja, da bi dvignili kakovost naše ponudbe in ublažili kadrovsko problematiko, je ključno, da izboljšamo tudi položaj zaposlenih v gostinstvu in turizmu. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč ključ do tega, da bodo zadovoljni tudi naši gostje. V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici že vrsto let opozarjamo na nujnost, da več storimo na področju promocije in da na ta način pritegnemo mlade, da se bodo v večjem številu odločali za delo v naši panogi. Poskrbeti moramo za pozitivno podobo poklica v panogi, seveda pa se mora to odražati tudi v realnosti. Na včerajšnji okrogli mizi je gostinec Gašper Puhan izpostavil konkreten primer, ki nam da lahko vsem misliti. Prvi stik otrok z gostinstvom se začne že z zaposlenimi v šolski kuhinji. Ali naši otroci gledajo nasmejane in zadovoljne kuharje? Kuharji v šolah so najslabše plačani med zaposlenimi v šolskem sistemu. In če gledamo na promocijo poklica v vseh segmentih, torej v širšem kontekstu, bi morali s promocijo začeti že v osnovnih šolah. To pa pomeni seveda, da mora biti kader v gostinstvu primerno plačan za svoje delo. V Sloveniji je večina malih podjetij družinskih. To velja tudi za panoga gostinstva. Naše gostinske lokale prevzemajo mlajše generacije, ki svet in življenje dojemajo drugače. Za nadaljevanje tradicije se nam torej ni potrebno bati, a idejam mladih moramo znati tudi prisluhniti. Saj nam prav Michelinove zvezdice in druga mednarodna priznanja opominjajo na moč in sposobnost naših mladih gostincev. Prepričan sem, da bomo s tako vnemo in energijo, ki jo premoremo, naredili revolucijo v gostinstvu in turizmu. Srečno! Gospod Svar, najlepša hvala. Preden si privoščimo krajši odmor, imamo čas še za enega dobrega sogovornika, ki je prepričan v to, da so nastopili časi ponovnega prebujanja turistične Slovenije. K besedi vabim predsednika Turistične zveze Slovenije. Gospod Pavle Hevka, izvolite. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, cenjeni turistični delavci Slovenije. Letošnji dnevi slovenskega turizma so nam po dveh skromnejših letih ponovno neizmerno vesele z vsem razkošjem dogajanja v živo v teh tako znanih in prijetnih prostorih hotela Termana v parku Laško. Spet se bomo lahko naužili pristnih človeških stikov ter prijaznih, mladih in izkušenih turističnih delavcev, ki so po dveh zoprno epidemičnih letih z vsemi močmi prizadevajo, da bi slovenski turizem izvili iz trilunčnega sna in ga ne samo zagnali v obstoječi okvir, v kateri so delovali v letu 2019, ampak ga tudi nadgradili z novimi, osveženimi in nadgrajenimi turističnimi storitvami in produkti, ki jih lahko Slovenija z letom 2022 ponuja domačim in tujim turistom. Poznam veliko lastnikov in upravljavcev turistične ponudbe, ki jim je dvoletni prisilni odmor, če mu lahko tako rečem, omogočil obnavljanje in nadgradnjo obstoječe turistične infrastrukture, pa tudi smelo izgradnjo nove. To je na vse pohvalno, zato lahko take turistične zanesenjake samo iskreno pohvalim. Danes ima zaradi takih idealistov
in poslovnežem v eni osebi naša Slovenija množico lepih, sodobnih in trajnostnih objektov, ki jih je užite gledati, pa tudi nekaj dni udobno in sproščeno preživeti v njih. Žal se nam je zgodila tudi nekaj malce manj prijetnega, kar pa se je zgodilo tudi mnogo bolj turističnih razvitim deželam po vsem svetu. Izginili so nekateri najbolj perspektivni, delovni in ustvarjalni kadri, ki so ohranjali in razvijali turistične dejavnosti pred epidemijo. COVID-19 je pošteno premešal turistične karte. Zaposleni pa so žal odšli v manj stresne, manj obremenjujoče, tudi človeku in družinam bolj prijazne poklice, ker ni delovnih sobot, nedelj, praznikov in noči. Predvsem pa ni ukvarjanja z ljudmi, ki so vse bolj v stresu in si včasih v turističnih delavcev želijo, da bi jim sklatili zvezde z neba. Prijaznost in ustrežljivost so sicer zaščitna znaka vseh turističnih delavcev, a tudi turisti, ki so v prvi vrsti ljudje, so dolžni izkazovati spoštovanje osebju, ki po vseh slovenskih turističnih destinacijah skrbi za njihovo udobje, zadovoljstvo in veselje. Vsi mi, prav vsi, smo zato nekako dolžni stopiti korak naprej v bogatem razponu pozitivnega vedenja, ki dela ta svet lepši, prijaznejši in bolj domačen. In za naše zanamce ustvariti svet iskrenih medčloveških odnosov, ki ljudem nudijo varno, umirjeno in prijetno vzdušje tudi takrat, ko niso v zavetju svojih domov. Naj bo torej prav vsakemu od nas omogočeno vrniti se v svoj topli dom in kadarkoli odpotovati na sanjske počitnice na vse konce in kraje sveta. Morda nam bo na tak način uspelo omiliti in morda celo preprečiti učinke gospodarske krize, ki nam že kaže svoje zobe zaradi vseh napetosti, ki se trenutno dogajajo po svetu. Kriza, ki nas začenja že kar resno skrbeti, naj zato še enkrat poudarim tisti svoj bolj skriti pomen, in sicer, da je vsaka kriza tudi priložnost za tiste, ki so drzni, ki se ne bojijo seči v neznano in ki želijo preseči obstoječe okvire delovanja. To je pravi čas za vse zavzete, predane in delovne turistične delavce, ki jim turizem ne pomeni le sredstva za preživljanje, ampak tudi način življenja, način komunikacije z ljudmi ter skrb za kulturo, dediščino, zgodovino in vse, iz česar je spletena nevidna mreža sodelovanja in obstoja neke države, pa čeprav majhne, kot je naša prelepa Slovenija. Znamo biti veliki in znamo predstaviti našo deželo kot veliko ter vredno pozornosti in občudovanja. Le skupaj moramo stopiti, tako kot znamo, na vsakoletnih in tudi na letošnjem dnevu slovenskega turizma. Znamo sodelovati kot najboljši partnerji, sodelavci, profesionalci in prostovoljci, ki napredku turizma v naši deželi darujemo svoj čas, voljo, ustvarjalnost in zavzetost. Naj pohvalim tudi predstavnike države, ki so v teh 2 letih znali prisluhniti in razbiti dogajanje na ogromnih turističnem trgu in ki so naredili res veliko, da bi ta gospodarska panoga v zadnjih 2 letih čutila čim manj neugodnih vplivov. Turistični boni in krizno usmerjanje z dodatnim financiranjem so ublažili strm padec v uspešnosti te panoge. Zato ta le ni bila tako kruta in usodna, kot smo sprva predvidevali. Na letošnjih dnevih slovenskega turizma sodelujemo vsi. Turistične, kmetijske, gostinske, transportne, profesionalne in prostovoljne organizacije, ki se zavedajo, da je sodelovanje v tako kompleksnem in zapletenem svetu nujno za dobro vseh. Naj se torej letošnji dnevi slovenskega turizma 2022 začnejo in zaključijo kot ljudem prijazni dnevi, v katerih lahko vsakdo pokaže vse najboljše, kar premore, in zablesti kot svetla zvezda na nebu slovenskega turističnega neba. Hvala in srečno.
Gospod Hevka, najlepša hvala. Za sklepno dejanje današnjega prvega dela plenarnega druženja smo pustili nekaj posebnega, pomembnega. Slovenska, namreč športni turizem je osrednja tema, komunikacijska tema Slovenske turistične organizacije ne samo letos, temveč tudi prihodnje leto. Zato bosta zdaj Slovenska turistična organizacija in Olimpijski komite Slovenije sklenila strateško partnerstvo, in sicer pri komunikaciji Slovenije kot športne destinacije s poudarkom na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Zato zdaj vabim gospo Majo Pak, direktorico Slovenske turistične organizacije, in gospoda Bogdana Gabrovca, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, da podpišeta strateški dogovor. Namen sporazuma je še bolj poenotena in intenzivna komunikacija doma in na tujih trgih in izvedba enotne nacionalne promocijske kampanje Športniki, ambasadorji in olimpijci. Pomembno je tudi deljenje skupnih vrednot, to pa so spodbujanje aktivnosti v naravi, zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih ter predstavitev Slovenije kot trajnostne destinacije za športna doživetja, za prireditve in za priprave.